Novica, da v mladinskem centru kupujejo nov kombi, pravzaprav ni nič posebnega, če ne dodamo še podatka, da ga bodo plačali zbranimi prostovoljnimi prispevki. Mladinci kot prostovoljci za programe na podeželju in v mestu potrebujejo nov kombi in ker denarja ne dobijo iz javnih sredstev, se sedaj obračajo na občane. V studio danes prihaja predsednica, ki verjame v moč prostovoljstva in ima vizijo, da bo v prihodnje Idrija mesto ustvarjalnih in za sodelovanje navdušenih mladih. Maruša Mlakar, pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Živjo, hvala za povabilo. Ste predsednica Zveze društev Mladinski center Idrija, pravzaprav sodite v ta nevladni sektor. Tako je. Kako je s financiranjem? Torej, mi nekaj sredstev dobimo tudi od občine, ampak v večini pa sredstva pridobivamo sami preko raznih razpisov. MC Mobil, ta projekt, je dejaven že 6 let. Tako. Kje vse ste bili z njim? Ja, torej, naš mobilni mladinski center pokriva občino Idrija, torej vseh 8 krajevnih skupnosti. Pojavljamo se in pri nas na placu v Idriji, imamo tudi mladinsko točko pri Golitu, in vsak teden pa obiščemo poleti še vse krajevne skupnosti. Rekli ste, da se tam pojavljate. Kaj se pa dogaja, ko se pojavljate tam? Torej, čist praktično, mi tja pridemo z našim mobilnim mladinskim centrom. V njem imamo mobilno mladinsko igrišče in razne pripomočke, rekvizite, vse, kar lahko pri mladinskem delu uporabimo. Torej, če govorimo za mlade, imamo neke kartice za spoznavanje, za mogoče odpiranje določenih tematik, ki se drugače od njih težko govori. Za otroke imamo pa vse od človek ne jezi seja, kegljev, gole za nogomet, res prav vse. V vaši statistiki teh 6 let delovanja sem prebral te podatke, da ste imeli 198 projektov na terenu, 30 prostovoljcev, skoraj 1000 prostovoljnih ur ste vložili vse to, prevozili dobrih 10.000 kilometrov, kar sicer ni veliko, ne sliši se veliko, vendar po naših cestah je to kar podvig. 7 žog ste izgubili, nasmejali pa skoraj 4.000 otrok. Ta smeh je najbolj pomemben. Ja, torej smeh itak pri otrocih najbolj opazimo, drugače pa tukaj pridejo še druge stvari zraven. Otroci se naučijo, in mladostniki, ne samo otroci, se naučijo nekih socialnih veščin, začnejo se spoznavati z osnovami participacije, ki je itak zelo pomembna, tudi kasneje, če ćemo kasneje spodbujati še aktivno državljanstvo, pa naučijo se nekega strukturiranega prostega časa. Vse skupaj to vaše delo pa temelji na prostovoljstvu. Zakaj? Tako je. Se mi zdi, da sploh zdaj v tej individualistični družbi, da je zelo premalo poudarka skupnosti, prostovoljci pa, kot vsi vemo, delamo za skupnost, delamo za skupno dobro. In prostovoljstvo je tudi nek varen prostor za učenje na napakah. Torej, je res zelo varno, ti lahko narediš napako, noben te ne bo obsojal in največ se naučiš skozi izkušnje. Kdo pa so partnerji na terenu? Mi v krajevnih skupnostih sodelujemo s predstavniki. Torej v vsake krajevni skupnosti imamo nekoga, ki lahko pokličemo, da se zmenimo, da sploh lahko izvajamo teren gor, so nas pa v večini zelo veseli. So ti odzivi dobri? Ja, zelo radi sodelujejo. Zdaj nas velikrat, ko smo se navadili že drug na drugega, nas velikrat tudi oni pokličajo, da smo prisotni na kakšnem dogodku. Tako da, z roko v roki. Mladinski center Idrija, to je v tem okolju pravzaprav edina povezovalna sila za mladino. Koliko let pravzaprav že delujete? Zdaj delujemo že 13 let kot Zveza društev Mladinski center Idrija. Pa kot sem prej rekla, torej mi združujemo 3 društva, Društvo tabornikov Rod srebrnih krtov Idrija, Klub idrijskih študentov in pa Zavod ID20. Vsi mi se intenzivno ukvarjamo z mladimi v Idriji in tudi nekako povezujemo skupnost. Torej, večamo občutek pripadnosti tukaj. To povezovanje v skupnosti počasih razumete tudi malo širše, ne samo lokalno skupnost. Ste, mislim, na te mednarodne izmenjave. Povejte nam kaj več o tem. Ja, torej mi gostimo v Idriji vsako leto recimo, da je 3 mednarodne projekte. To so lahko Erasmus plus treningi, Erasmus plus mladinske izmenjave,
na mladinskih izmenjavah gostimo mlade, čisto tako starostno skupino, kad se za njo odločimo, da bi z njo delali. In pač imajo tukaj pri nas program. Zdaj se trenutno ful poslužujemo tudi taborniške koče na Pšenku, da mal navezujemo se tudi na naravo in spet zelo veliko poudarjamo skupnost. Torej, kako funkcioniram jaz v skupini in na koncu, kako smo tudi mi del narave. Glede na to, da smo v Idriji obdani z naravo. V mestu vas poznajo, tudi sedaj na podeželju vas poznajo. Kako pa vaše delo ocenjujejo naprimer v drugih krajih, naprimer v Ljubljani ali v katerem od evropskih središč, odkoder prihajajo vaši prostovoljci? Če se dotaknem najprej prostovoljcev, vsi naši prostovoljci se zelo radi vračajo k nam. Tudi imamo ful primerov, ki so prišli nazaj, tudi trenutno imamo prostovoljko iz Finske, ki se je vrnila, je bila pri nas že 2 meseca in je zdaj prišla spet na long term volunteering. Pol pa, kako pa gledajo v Ljubljani na splošno, zdaj se mi zdi, da se moramo v prvi vrsti zavedati, da je naše mladinsko delo malo drugačno kot v nekih urbanih središčih. Torej, mi imamo neko odmaknjeno okolje in sploh te krajevne skupnosti, ki so oddaljene, tako da ima to delo lih malo drugačne izzive, tudi za pridobivati mlade. Tak. Pa mladi se itak odseljujejo tukaj, ampak se mi zdi, da nas tudi na državnem nivoju prepoznavajo kot primer dobre prakse za delo z mladimi. Torej, kako mlade sploh doseči v takem okolju in vzpostaviti stik z njimi in sodelovati. Najbrž se tudi vprašate, kako jih spodbuditi k aktivnemu državljanstvu. Kako ste uspešni na tem področju? Mi se največ ukvarjamo s tem, da v bistvu prek študentskega dela spodbudimo mlade, da so čim bolj samostojni, da se učijo prevzemanja odgovornosti. Recimo, mi smo za našo MC teraso nabrali ekipo študentov, mi smo jim v pomoč kot mentorji in oni sami izvajajo to delo. Torej se prek izkušenj in nekega učenja v naravnem okolju učijo teh čisto osnovnih veščin, organizacije, pa itak na koncu odgovornosti. Omenili ste teraso, prihaja poletje, to je čas, ko naj bi ta objekt zaživel. Kako bo letos? Torej, v planu imamo kar veliko dogodkov, našo teraso bodo otvorili Slon in Sadež. In v bistvu na vseh teh dogodkih, ki jih bomo imeli na MC terasi, bomo zbirali tudi sredstva za naš MC mobil. Koliko denarja pravzaprav morate sedaj zbrati za nov kombi, ki pravzaprav ne bo nov? Bo nov rabljen kombi. Ja, plan je 10.000 evrov. Torej, in konec junija bomo merili prvi uspeh, pa vidimo za naprej. Ali bo ponovi vajo, ali pa bomo videli. No. Boste prosili tudi podjetja, ki ta denar recimo imajo? Bomo bili v navezi s podjetji, ampak smo rekli, da če se že gremo tako kampanjo, bi radi, da je to naš projekt in da predstavljamo tudi primer dobre prakse, kako se vse da, če se hoče. Torej, da lahko tudi sami izberemo. Se bomo pa definitivno obrnili tudi na podjetja, pa ne skrivamo tudi želje, da si želimo, da bi našel kakšnega večjega donatorja, tako da, če na kakršenkoli način to sporočilo pride, do njega nas lahko zmeraj kontaktira. Kako lahko občani sami pomagajo? Euro, 2, 3 evre? Lahko? Denar bomo zbirali fizično in preko QR kode in pa na vseh dogodkih. Ob sredah nas boste videli tudi po Idriji, ker bomo sabo imeli razne dobrote, kavico, tako da na različne načine bo pa vse dostopno na naši spletni strani in na naših socialnih omrežjih, kako se da donirati. In jesen je krst novega kombija. Ja, tak je plan. Odlično, Maruša Mlakar, predsednica Zveze društev Mladinski center Idrija, jaz vam čestitam za ta projekt. Smo na razpolago, če lahko kako pomagamo, tudi mogoče s to oddajo, da pridejo te novice do naših gledalcev. Hvala lepa za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, hvala za pozornost in seveda srečno.